Živijo, tukaj en del Diževe ekipe, z vami sem danes Meta Halas, gosta pa sta naša ustanovitelja Družine in življenje Dani in Vilma Siter. Nekako smo se po uspehu našega spletnega seminarja in po odličnem odzivu na naše stotinke za odnose pri Družini in življenju ugotovili, da je nujno, da začnemo delati več video vsebin, zato smo se odločili, da danes posnamemo neko našo prvo pogovorno oddajico. Nima pa še čisto nekega imena, zato vas vabimo, da si jo pogledate, da zapišete v komentar, kako se vam zdi. Veseli bomo vsega vašega odziva. Pa tudi zbiramo kakšen predlog vaš za ime teh naših oddajic. Zdaj pa kar prosim Danja in Vilmo, da nam najprej povesta, kako kaj preživljata te korona čase oziroma kaj se kaj dogaja zdaj trenutno pri vas, kaj počnete. Dober dan vsem skupaj. Midva preživljava mirne čase, za naju so to mirni časi. Glede na to, koliko sva bila prej vedno na poti ali na kakšen seminar ali na seminarju ali kje recimo na kakšnem pričevanju, sva zdaj pa doma. Jaz rečem, da so se Vilmi uresničile njene želje, ko je hotela biti več doma. No, imam jih še kaj, kakšnih želja, tudi še. Ne, torej, bom povedala, kdaj se mi bo še tiste uresničilo. Vilma hoče biti več doma, to se je že uresničilo, in ko ona moli, se njene molitve kar uresničijo. Ok, bom molila naprej. Dobro, drugače se je pa v meni prebudil vrtnar. Evo, stik z zemljo, to je ena od bistvenih stvari, Tako, jaz nisem bil nikoli vrtnar, vedno sem bil, bi se reklo, s takšno zadržanostjo, kadar je bilo treba vrt seštihati, kadar je bilo treba kaj pripraviti, take stvari. Tako da tokrat se je pa letos v tem korona času, to je ena bistvenih pridobitev za naju, je pa to, da sva začela se ukvarjati z vrtom. Res je. In ta vrt je... Kaj delata na vrtu? Ste že kaj posadila? Na vrtu zdaj imamo že, bi se reklo, vse že nekje se dogaja, rastejo, tako kakšen peteršilček, solate, pa kakšen ohrovt, pa kakšne jagode, pa paprika. Tudi paradižnik v... Ja, v rastlinjaku. Celo paradižnik v rastlinjaku. Tako da to se dogaja, dogajajo pa se še tudi druge stvari, recimo, dogajajo se pa še ene moje sanje, ki so nekaj časa tlele in te sanje so, da bi imeli vrtno uto. In tako smo imeli včeraj prvi takšen konkreten poseg v naš vrt in to je, da smo naredili izkop za to vrtno uto, ker bomo naredili enostaven objekt, tam nekje do 20 kvadratov so rekli, ne rabimo nobenih posebnih dovoljenj, dobili smo sicer neko lokacijsko informacijo, druga pa tudi ne potrebujemo, zdaj bomo pa naredili eno osnovno ploščo. Jaz sem pa včeraj med drugim drobil veje ta čas, ko je se izkop dogajal, in veje sem seveda od nekega podrtega drevesa, to je to. Skratka, s temi stvarmi se zdaj pri nas ukvarjava. No, ker je Dani mož z idejami in ker zna lepo govoriti, tudi mene zelo hitro prepriča, da so te njegove sanje dobre za vse, tako da zdaj tudi jaz to verjamem, ki se težko prilagajam spremembam, tudi kako izgleda naš vrt. Si posvojila moje sanje. Ja, tako, lej. Posvojim sanje, vse tvoje sanje. Lepo. Sicer pa zdaj trenutno obiskujem fizioterapijo v Šmarjeških Toplicah. Seveda mi je zelo žal, ker ni vode, ampak dobro, upam pa, da me bo malo bolj vzpostavila tudi moje kolke in križ in tako naprej. Tako da. Ja, sliši se, da sta res kar fino zaposlena. Zdaj, sicer je zdaj konec te epidemije, pa vendar pri Družini in življenju je situacija še vseeno malo negotova. Kako se lahko zdaj sploh pogovarjamo v tem trenutku glede teh naših načrtovanih dogodkov? Verjamem, da to mnogo kater par, ki se je prijavil na bodisi duhovni teden za družine v Veržeju ali pa na jesenske seminarje, ki jih nestrpno pričakujejo. Kaj bomo s tem naredili, ko zdaj le še niti ne vemo, ko je vse tako še negotovo in v zraku? Ja, zdaj se res težko pogovarjamo konkretne stvari, pa vendarle
mi določenih napovedanih dogodkov še nismo čisto odpovedali. Tako da duhovni teden za družine v Vržeju načrtujemo in bo. Pogovarjali smo se tudi z osebjem iz doma, iz Vržeja, in oni pravijo, seveda, da bodo mogoče morali določene stvari seveda prilagoditi, predvsem kar se tiče prehrane in podobne reči, tako da ne bomo tako stisnjeni skupaj, kot smo bili običajno v tej jedilnici, drugače sobe. Verjetno bomo morali spoštovati tudi določen red, ki je seveda pravilno, da ga spoštujemo, to je predvsem v zvezi z varnostjo in razdaljo in podobne reči, drugače se bo to dogajalo, tako da tisti pa seveda, ki se pa morda bojijo, lejte, vsak je pač svoboden, naj se vsak odloči glede tega, kako pač misli, da bi bilo za njega ali pa za njegovo družino, za njihovo družino najbolj prav. Tako da, ja. Sicer pa ne moramo naprej napovedati, tako kot si rekla, še ne vemo, kako bo, ne vemo, ali pride drugi val ali ne. Sigurno bomo naredili vse, da bomo tudi mi osebno odgovorni do tega, da do tega ne bi prišlo. In zato bomo spoštovali vse, kar bo predvideno, vse, kar bo naročeno in tako naprej, tako da sodelujemo skupaj vsi kot državljani, ki odgovorno poslušajo navodila. Ja, seveda tudi jesenski dogodki, jesenski seminariji, potem dajemo naprej. Tudi to konkretno v tem trenutku še ne moremo, čisto bi se reklo zabetonirano reči, zdaj to pa bo, ampak pripravljamo pa tako, kot da bo. Nismo tudi teh rezerviranih terminov niti v Crikvenici, niti v Malinski še odpovedali, niti v Čateških Toplicah, kjer konec septembra predvidevamo, da bomo vendarle imeli ta, dajemo naprej. Drugače, se pravim, če bojo pa razmere postale spet, bi se reklo, zaostrene, bomo se pa takrat ravnali tako, kakor smo se doslej, se pravi, da smo odpovedali, kot je bilo priporočeno. Ja, tako, te državni ukrepi, katerih smo se res držali tudi pri družini in življenju, so nas nekako prisilili, da smo spomladanske seminarje odpovedali. In prišla je ena druga Danijeva ideja takrat na vrsto. Že več kot 2 meseca imamo zdaj te naše stotinke za odnose, preko 70 smo jih že posneli. Se pravi, pa bi začetek mogoče Dani malo podelil z nami, kako je to nastalo. Vemo, da imamo pri družini in življenju že dolgo to tako imenovano stotinko na dan, da malo razložiš, kaj to pomeni, pa zakaj smo se potem odločili za stotinke za odnose. Ja, stotinka, prišlo je iz tega, da sem enkrat dobil verjetno preblisk po Svetem duhu, ali kako bi rekel, da če dan razdelimo na 100 enakih delov, dobimo 100 krat 14,4 minute, se pravi, ker ima dan 24 ur, ima 1440 minut. In ena stotinka je slabe četrt ure. Skozi predpostavko, da nam je vsak dan posebej darovan, da so nam vsak dan posebej darovane ure in minute, in nihče ne more reči, da jutri seveda še dobim ta dar, seveda je treba ta dar sprejeti s hvaležnostjo. In ta hvaležnost pomeni, da tistemu, ki mi daruje ta poseben dar, ta dragoceni dar, tistemu iz hvaležnosti želim vrniti vsaj en mali delček. In potem smo začeli razmišljati o tem kritičnem minimumu, ki naj bi ga vsak, ki pač se imenuje kristjan, vsakdo, ki je veren, vsakdo, ki želi živeti v skladu z Božjo voljo, da ne bi vsaj kritično stotinko dneva, se pravi slabe četrt ure, daroval Bogu nazaj, v tem smislu, da z njim preživi tisti čas. Za apostole je bilo posebej značilno, da so se družili z Jezusom, zato so se po njih dogajala znamenja in čudeži. Zato imamo mi danes vero, ker so bili apostoli zvesti temu, da so
z Jezusom, se pravi, da so z Bogom preživljali svoje trenutke in da so iz njega črpali moč za pričevanje, za življenje. Tako je nastala tudi ta ideja o teh stotinkah. Zdaj v korona času smo imeli seveda prepoved približevanja, prepoved druženja, prepoved objemanja in tako naprej, a ne? Pa vendarle smo vedeli, da vsak v svojem gospodinjstvu pa lahko živi tisto svojo realnost, lahko živi tisto svojo intimo, naj bo to mož in žena in otroci, a ne? To nam je bilo pa normalno darovano nam je bilo prav za gradnjo odnosov. In smo mi rekli, zakaj ne bi vsak iz svojega doma, iz svoje realnosti, iz svojega vsakdana pač nekaj pričeval o tem, kako živi to svojo darovanost zdaj, kako živi to poročenost, kako živi to lepoto poročenosti, kako živi to svojo vero in kako živi te odnose iz vere, kako živi odnose z drugimi osebami. Tako je nastala ta ideja, da smo povabili, najprej smo se mi sami v naši ožji ekipi dogovorili, da bi vsak pač nekaj posnel o tem, kako mi živimo, potem je pa to preraslo, da smo rekli, pa dajmo priložnost še drugim parom, še drugim dižovcem, drugim zakoncem, posebej voditeljskim parom, pričevalskim parom, regijskim voditeljskim parom. Skratka, priložnost, da vsak nekaj pove o sebi. No, tako so nastale te stotinke in vidimo, kako so čudovite, kako ljudje zares nekaj sebe, en delček svojega časa, delček svojega srca podelijo z vsemi nami. No, jaz sem bila res tako veselo presenečena, ko so bili tako odzivni, kar se teh povabil tiče. Verjetno nisem pričakovala tako velikega odziva, no? Tako da res sem zelo, zelo vesela, da so ljudje pripravljeni se predvsem izpostaviti pred javnostjo. Povedati vsem drugim, kako živijo. Ampak vidi pa se, kako vsakega od njih žene ta notranja naravnanost, da je treba o tem, kako živimo svojo vero, pričevati in dajati naprej drugim. No, in jaz sem bila res presenečena, ko sem slišala komentar od ene neverne znanke moje, da je res vesela, ko gleda te stotinke, sploh nisem vedela, da tudi takšni ljudje gledajo te stotinke, in da kako je vesela, da vidi, da vsak, čeprav so v težavah ljudje, govorijo o tem, kako jih premagati te težave. In to se mi je zdelo tako lepo, a veš, da dejansko so res te stotinke mogoče kakšnemu drugemu prinesle kakšne ideje, kako živeti, ali pa da je to res potrebno, da smo nekako to, kar je res dobro, širili v ta svet in ga s tem poboljševali, no. Se pravi, pozitivno sporočilo, to, da se da, če se hoče, da je treba biti samo pripravljen na nek način na to, da tudi jaz lahko gradim odnose, da tudi jaz lahko pač pomagam recimo drugim, najprej sebi, se pravi v domačem krogu, potem pa tudi drugim naprej. Ja, res so bile lepo sprejete te stotinke, tudi po odzivih na Facebooku, pač po komentarjih so ljudje tako rekli, da se čutijo blizu, drug drugemu, kljub tej razdalji, pa kljub temu, da se nismo mogli zbliževati. Zdaj je pa sicer teh ukrepov konec, oziroma nekateri še obstajajo, ampak kako je pa predvideno zdaj s stotinkami v bodoče, pač kar se tiče objavljanja in... Malo smo rekli, da bomo zmanjšali frekvenco, se pravi, da ne bomo vsak dan objavljali več stotinke, ampak smo se odločili, da bomo objavljali stotinke 2-krat na teden, ob torkih pa ob petkih. Še vedno bomo povabili pare, ki seveda želijo recimo pričevati, in ki so pripravljeni pričevati, tako da bomo pač poskušali koristiti še večje število parov, tako da se vedno predstavi en drug par. Meni se zdi, da je fajn, da se tako vedemo, kot so potrebe. Glede na to, da je že mnogo ljudi zdaj tudi v službi, bolj zaposlenih in tako, prvič je že težko si najdeti čas posnet, pa tudi
je res, da tudi drugi nimajo toliko časa gledati, ne? Tako da smo se temu prilagodili, še vedno pa je toliko, da se spomnimo, kdo smo in da se vidimo, no. To je enostavno naš Dižev prispevek, bi se reklo, a ne? Naš prispevek k temu k počutju v družinah, počutju, se pravi, k tej lepoti poročenosti. Danes, ko sem se peljala iz Šmarjeških Toplic domov, pa sem prvič opazila plakate, reklame, mislim, da so za Mercator sicer, ampak piše živimo, gradimo, uživamo. In mi je prišlo na misel, kako lepo, nadgradnja, ne? Ampak tam je tako, ne, seveda vezano na materialne dobrine. Koliko šele uživamo, če naredimo nekaj na gradnji naših medsebojnih odnosov. In tukaj si pomagamo, ne. Tako kot so včasih, na primer, plato šli graditi sosedje pomagati, ne, kar zdaj se več ne dogaja, pa so celo hišo zgradili v eni takšni samopomoči, ne. Tako smo pa tudi mi zdaj povabljeni, da drug drugemu pomagamo graditi odnose, no, in to je ta naš diš, ne. To je tudi nek namen bil teh stotinka, ne. Pa ugotovili smo tudi, koliko veliko talentov imamo, no, res v odzivu vseh teh naših Diževih parov. Smo bili res prav prijetno presenečeni nad vsakim praktično, ki je poslal in na svoj način tudi predstavil to, kako on živi, kako doživljata zdaj ta čas in se mi zdi, da smo se res medsebojno tukaj zelo obogatili. Pa bi vama postavila še eno vprašanje o naši nedavni stotinki. V nedeljo smo objavili stotinko od gospoda Rafka Klemenčiča, ki nas je povabil, da se spet preselimo iz kavča v cerkev, oziroma v očetov objem, je rekel, a ne. Pa mogoče, če bi lahko vidva malo odmevala, kaj to za vaju pomeni, no? Jaz to prvo? Da. No, meni je bilo najprej od začetka, seveda smo bila zelo, zelo hvaležna za vse duhovnike, ki so snemali maše, ki so res naredili ogromno za to, da so vse te maše prenašale in to so bili res zelo, zelo veliki pridonos duhovni, ne samo stagnacije, ampak rasti v družinah, a ne? In smo res zelo veseli za vse te duhovnike. Mnoge družine so prvič pri maši oziroma skupaj, ali pa večkrat pri maši skupaj. Ja, pa tudi tolikrat, ne. Glede na to, da so, ne vem, marsikje dojenčki in tako, ali pa tudi bolni, pa ostareli in tako naprej. Meni je bilo všeč, se opravičujem, ko so nekateri rekli, a ne, da so se oblekli tako kot za kmaši, a ne, kmašno za veliko noč, ne. Za veliko noč pa so se usedli na kavča, ne, pa gledali. Eni so rekli, da so si pa trenirko preoblekli, no. So imeli frišno. Ja. V glavnem, je pa resno, da ko smo pa šla prvič k maši, jaz sem šla v samostan k bratu Marku, kar 3-krat zapovrstjo, takoj od začetka in se mi je pa zdelo, ampak to je pa res spet nekaj čist drugega, ne. To pa je, da si ti prisoten pri tej božji daritvi, a ne. Ne samo deležen, ampak prisoten, ne. In se mi zdi, da je to tudi priložnost, da ponovno vse znova ozaveščamo, koliko mi pomeni ta dejanska prisotnost Evharistije in to, da dobimo to Evharistijo v svoje srce in postanemo kot tabernakelj, kar je tudi naš Zlatko rekel v eni od stotink. Je pa tudi ta občestveni vidik, ne? Ta občestveni vidik v cerkvi, kjer si pač prisoten z drugimi brati in sestrami pri isti daritvi, a ne? Tudi ta ni nepomemben, ta je zelo pomemben, a ne? Čeprav ne se pa vidi, da je zdaj vseeno ena takšna distanca, ne? Ko smo le sedimo vsak tako posebej, ne, toliko narazen, pa še te maske, se mi zdi, da bo treba kar nekaj dela na tej občestvenosti. Marsikje ga v cerkvah že prej ni bilo, ne vem kaj, te občestvenosti, ne. In se mi zdi, da je res čist drugače, če se gradi občestvenost. Ne pa, ne vem, da se pričakuje, ali pa samo po sebi umevnega, ampak pričakuje, sej bo, ne.
Treba nekaj narediti za to občestvenost. Ja, sigurno, ne. Ta občestvenost je mogoče bil tudi eden od pomislekov, ki smo ga imeli pri načrtovanju spletnega seminarja. Zdaj tukaj res, ko se dobimo v živo, ko so to pač ljudje, tudi tisti, ki prvič pridejo, pa ki še ne poznajo, začutimo drugače, ne, drug drugega. Pa vendar smo se odločili, da ponudimo ta spletni seminar. In smo ugotovili, da je bila to dobra odločitev, ker smo glede na odmeve in odzive, že na sam odziv prijavljenih, bilo jih je 343 parov, če se ne motim, in je bilo to res nekaj potrebnega, nekaj, kar je tudi vredno obdržati. So pa pred nami neki novi izzivi, tudi kar se tiče spletnega seminarja. Zdaj nekaj ljudi je tudi zamudilo rok na prvo prijavo, pa mogoče, če poveste vsem, kako smo pri Vižu zdaj si zamislili naprej spletni seminar, kaj smo predvidevali. Pogovarjali smo se in se odločili, da bomo ta spletni seminar še enkrat ponovili. To je bila naša temeljna odločitev. Prav zaradi tega, kot si rekla, da nekateri so zamudili rok za prijavo, in potem smo dobili v tistem tednu kar nekaj klicev, kar precej klicev. Ja, kdaj bo spet, mi smo zamudili. Tudi eni so bili toliko navdušeni, da so želeli še komu povedati, pa da bi še to drug to doživel. Tako da bomo videli, mi smo se odločili, da ga ponovimo, potem pa je odvisno pač od ljudi, kdo se odloči, da bi se prijavil na to. Tako, gledajte, mi bomo dali razpisni rok, in ta razpisni rok bo od 21. maja, to se pravi zdajle, takoj, kmalu, in pa za 10 dni do 31. maja. Od 21. do 31. maja bo spet rok za prijavo na ta ponovljeni spletni seminar z istim naslovom Pomagajmo nositi bremena drug drugemu. Tako da, če tisti, ki ste zdaj že bili na tem seminarju, želite še koga povabiti, povabite ga, da se v tem času prijavi. Prijave bomo res zbirali samo v tem roku. Potem smo rekli, da ponovitve tega seminarja več ne bo v tej obliki, mogoče kako drugače, ne vem, zaenkrat nič konkretnega razen to. No in potem bomo seveda spet ta seminar tistim, ki se bodo prijavili, z geslom dali na razpolago, rekli smo 5. junija. 5. junija bomo odprli ta seminar za tiste, ki se bodo prijavili in bodo dobili geslo, da bodo lahko dostopali do teh video vsebin. Skratka, seminar ne bo v živo preko spleta, ampak bo preko teh video posnetkov, 5 nagovorov je v tem seminarju, potem tudi material je v PDF obliki priložen, in pa na začetku, oziroma na koncu tega seminarja bomo imeli, tako kot še zdaj po prvem spletnem seminarju, bomo imeli tudi webinar v živo, se pravi srečanje v živo, kjer bova v živo preko neta, ja, seveda, kjer bomo seveda spet dali ljudem, ki bodo prijavljeni, možnost, da se z njimi pogovorimo, da odgovorimo na kakšna vprašanja, da kakšne komentarje recimo dobimo, da se pač srečamo v kontekstu s to video vsebino tega seminarja. Ja, hvala za to pojasnilo. Mislim, da bo to verjetno kar mnogim nekako dal možnost za to, da se prijavijo. Zdaj, na kratko, mogoče še na konec ta naša dnevna priključenost, o kateri govoriš, Danja, ki rečeš tudi ta veliki privilegij oziroma dnevna božja beseda, kako vaju recimo zadnje čase nagovarja, kaj najdete v njej? Je zanimivo, tale prav današnji odlomek, zdaj beremo apostolska dela, zdaj sledimo apostolu Pavlu, Barnabi, Silu, in današnji odlomek je meni zanimiv, zanimiv zaradi tega, ker sta Pavel in Sila, ki so jo potem, ko so jo pretepli, v Filipih je bilo to, ko so jo pretepli in so jo spravili v ječo,
sta v tisti situaciji po noči, v polnoči slavila Boga in pela in vsi etniki so jo poslušali. To je nekaj neverjetnega, se pravi, si pretepen, kar pomeni vse boli. Jaz si ne predstavljam, kaj pomeni dobiti 40 udarcev z bičem, recimo, a ne? In to je moglo biti zelo kruto. Skratka, v taki situaciji slaviti Boga, halo? Še ti ne bi mogel. Ja, vprašanje, ne? Kako bi jaz slavil Boga v taki situaciji, ampak očitno je Pavel zvest tisti svoj, a ne, v vsaki situaciji, v vsaki priložnosti se zahvaljujte. To velikokrat ponavlja v svojih pismih, a ne. In to jaz res občudujem, to držo teh učencev, se pravi, da so vedeli, da jih Bog ni zapustil, tudi v tisti situaciji, ko sta pretepena, v tistem smradu, v kladah, kot piše, da so jo zvezali v klade, kar pomeni noge in roke, a ne, in da v tistem lahko slaviš Boga, pa se Bogu zahvaljuješ, pa poješ hvalnice Bogu, halo, a ne, in se mi zdi, da nas Bog želi tudi po teh odlomkih, tudi nas danes pripraviti na te situacije, na kakršnekoli situacije bodo, a ne, karkoli se nam pripeti, pa naj bo to novi val korone ali pa česarkoli že, ampak Bog nas hoče pripraviti na to, da bi mu zaupali, da bi razumeli, glej, nisem te zapustil, vem, kje si, vem, v kakšni situaciji, vem, kaj se dogaja s teboj, vem, kaj te vznemirja, kaj te skrbi, kaj je tisto, kaj te jezi, kaj je tisto, kar presega tvoje moči. Jaz mislim, da je to tisto, kar nam hoče Gospod sporočiti preko takih odlomkov. Ja, meni je bilo tudi to zelo, zelo zanimivo, ker se mi pa zdi, da se mi sami tolikrat znajdemo v temnici, ne? Ali pa v enem samopomilovanju, v enih toliko globokih skrbeh, ne? Da je to zelo podobno tej temnici. Da je to tako, kot bi se sami dali v klade. Ja, pa in smo že dovolj pretepeni od tega, kar se nam dogaja, od samega življenja, ne? In se mi zdi to, mislim, kar sta ona dva naredila, da sta pela. Če sta bila v najgloblji temnici, pomeni, da nista brala. Da sta mogla znati tiste pesmi slavilne, se pravi psalme, to so psalmi, da sta jih mogla znati na pamet, da sta jih lahko uporabljala takrat, kadar sta jih uporabljala. Se pravi, tudi nista se vrtela okrog svojih občutkov, ne, pa bolečin, ker če bi se, sigurno ne bi slavila. Se pravi, sta imela navado odprej. V vsakem primeru, v vsakem času pojem in slavim Gospoda. In zato mi je bil tudi današnji psalem tako me nagovarjal, da sem si ga šla skoraj večino prepisati, ne bom celega brala, ampak tako, zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem. Halo, v takšni situaciji, ko se počuti človek res nekako v temnici, pa se ti zahvaljujem, v pričo angelov ti prepevam. Padam na kolena v tvojemu svetemu templju in se zahvaljujem tvojemu svetemu imenu. Se pravi, res sta one dva same dva delala to, kar potem naroča tudi drugim, ne, prav Filipljanom, ne. Pa rezultat tega njunega slavljenja. Rezultat tega pa je to, da je prišlo do potresa in so se same klade in verige odprle in so bila rešena. To naredi zahvala, to naredi tista, kako bi rekla, tista drža, ko delaš tisto, kar je prav, ne tisto, kar čutiš. To se mi zdi, tega se pa mi učimo vsak dan znova, vsaj jaz. In učim se ga prav tako, da prebiram Božjo besedo. In današnje berilo, kjer govori o tem, da bo on sicer šel, nam pa bo pustil to lažnika, se mi zdi, v evangeliju, ja, v Janezovem evangeliju, 16. poglavje. In se mi zdi, da mi všeč, ker sem šla potem gledati še druge prevode, pa angleški, piše tam pomočnika. Ampak se mi zdi, da ko se enkrat človek znajde v takšni temi in stiski, kot sta se te dva, zelo prav pride najprej to lažnik. To laži. Potem rabiš pa pomočnika, da greš naprej. Ampak to je vse v eni osebi.
In to je vse v Svetem duhu. In to vse dobimo s Svetim duhom. In zato, lejte, vas povabim, da se res pripravimo tudi na binkošti s posebnimi, ne vem, in molitvami in svojim naravnanjem svojega srca. Tako da lepo je, ker imamo v krščanstvu toliko enih tudi liturgičnih časov in če jim sledimo, nas vedno znova potegnejo iz tistih klad, iz velik, iz obupa, iz samopomilovanja in nas res prav ta Božja beseda, katera naj bi bila naša stalnica, s temi stotinkami mi vsi vabimo, je tista, ki nas spet povede naprej, da lahko spet shodimo, no? Da lahko shodimo naprej. Ja, lepo, tako, da nas potegne bliže k Bogu, a ne, meni je dal to misel. Ja, in ne nas potegne bliže k Bogu, ampak da tudi mi prispevamo delček dobrote in lepote k temu stvarstvu, da bi bolj ta zemlja postajala nebeško kraljestvo, zaradi česar je tudi Jezus prišel ta svet. Ker to pa je naša vloga, v bistvu, da sodelujemo. A ne? Naša vloga, da se priklopimo, ker mene ne more nihče prisiliti. A ne? Tudi Bog ne želi prisile zganjati nad menoj. A ne? Tudi Bog ne želi, pač, da je karkoli se dogaja na tem področju vere in odnosa z Bogom, kakršnakoli prisila. Bog želi mojo svobodno odločitev in vabi, a ne? In mi daje možnost, in pravi, če se boš priključil na mojo moč, a ne? Če boš v bistvu izpolnjeval te moje besede. Jezus pravi, a ne, ostanite v meni in izpolnjujte moje besede, a ne? Potem na nek način lahko pričakujete, da boste v bistvu prosili očeta in vam bo dal karkoli ga boste prosili v mojem imenu. A ne? Ja, hvala Dani, no, in Vilma, mogoče še čisto na konec kakšno misel v zvezi s tem, veliko naših parov oziroma vsi praktično, ki so posneli stotinke, smo že prej malo govorili o tem, da nam je ta korona čas, smo ugotovili, res dal eno novo priložnost za odnose. Kaj mogoče vidva bi za konec položila tem našim parom na srce, no, v zvezi z odnosi, ki naj jih živimo tako? Jaz mislim, da smo že noter toliko komponirala tega, a ne, da odločiti se, živim za tebe. Rada bi ti, ne vem, današnji dan malo polepšala. Ne vem, če mi bo ratalo, ampak da sva si naklonjena, da živiva pripadnost, poročno obljubo. Točno, ja. Ja, tako. Glejte, ja, res je, kot pravi Vilma, ne, živeti poročno obljubo in vedno to svežino te poročne obljube. Bog nam nek način daje priložnost, pa ne bo to, da smo poročeni 5 let, 10, 30 ali pa 42, kot bomo midva, če Bog da letos poleti, a ne, pa vendarle vedno znova imava priložnost, da iščeva drug drugega, da sva si naklonjena, da se ljubiva in spoštujeva, a ne, vse dni svojega življenja. Tako, mislim, da moramo s to lepo mislijo zdaj zaključiti. Hvala vsem, ki ste nas poslušali. Prosimo, sporočite nam, kako vam je bilo všeč, spodaj v komentar zapišite kakšne vaše predloge, tudi za to našo pogovorno oddajico. Pa upamo, da se kmalu spet vidimo. Spremljajte nas prek Facebooka, prijavite se na spletni seminar, ki bo zdaj v četrtek, bomo odprli prijavnico. Tako da res veselo naprej z nekim zaupanjem v Božjo dobroto in s tem, da imamo najboljši načrt za vse nas. Tako vas lepo pozdravljamo in srečno. Z Bogom, srečno. Srečno.